Z nami je doktorica Katarina Kompan-Nerzar, ki je psihologinja, terapevtka in supervizorka. Sicer pa predavateljica na Teološki fakulteti in na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost na Univerzi Sigmunda Freuda. Pozdravljeni. Ali naše misli vplivajo na vsakdanje odnose? Ja, ključna stvar za vsakdanje odnose je, da znamo povedati, kaj doživljamo, kaj čutimo in kaj se z nami dogaja. Zdaj, misli ne bojo oblikovale čustev, ampak bojo omogočale, da razumemo, kaj se je zgodilo. Ker čustva so hitrejša, je proces v možganih, ki je približno 30-krat hitrejši od mišljenja, in en lep miselni sklop, da imaš misli lepo urejene, da imaš besede lepo postavljene, da veš, kako se kateremu doživetju reče, nam pomaga, da potem tudi čustveni vzgibi pa čustvena doživljanja niso za nas preveč strašna ali pa pretežka ali pa nerazumljiva. In z eno lepo miselno mrežo, z lepo postavljeno miselno mrežo lahko opišemo in s tem tudi zreguliramo ali pa pomirimo velik del našega čustvovanja. Se pravi, lahko tudi s tem negativnosti naših misli preusmerimo v bolj pozitivno? Ja, negativne misli pridejo iz negativnih čustev. Zdaj, negativnih ne, da so slaba, ampak da so za nas težka ali pa neprijetna. In če hočemo preusmeriti negativne misli, se moramo biti sposobni osredotočiti na pozitivna čustva. Pozitivna čustva, kakor je veselje, hvaležnost, spoštovanje, zanimanje, ljubezen, taka blaga, prijetna, vsakdanja pa zelo pogosta čustva so tista, ki nam pomagajo umiriti tudi negativne misli. Samo, če hočemo teh čustev se zavedati, moramo biti zavestno pozorni na njih. Pomeni, zavestno si je dobro reči, glej, kako je lep dan, se ozreti okrog sebe, pogledati, da je ob tebi nekdo, ki si mu naklonjen, biti hvaležen za to, da si lahko zunaj, da je pomlad, da vedno so drobne stvari, ki ti lahko pomagajo postati bolj pozoren na to, kar je pozitivno, in takrat se negativne misli same od sebe umirijo. Ker negativne misli so pomembne ali pa so samo znak, da moramo nekaj narediti s svojim strahom, žalostjo, jezo, frustracijo. Pomeni, da rabimo pomoč, oporo, razumevanje, razlago ali pa malo več varnosti. Kako pa hvaležnost, zdaj ste omenili hvaležnost, vpliva na sprejemanje samega sebe in doživljanje v odnosih? Hvaležnost velja sploh v terapiji ali pa psihologiji za tisto čustvo, ki najmočneje vpliva na pozitivno sprejemanje sebe. Ker če se ljudje tako zavestno, če se prav osredotočimo na to, da smo hvaležni, zakaj vse smo hvaležni, kaj vse lepega v enem dnevu lahko opazimo, doživimo, začutimo, potem se bomo naenkrat doživeli kot človek, ki je poln lepih vtisov. In ko ti doživiš sebe kot nekoga, ki zmore opaziti lepe stvari okrog sebe, postaneš lep človek. Tudi reče v duhovnem področju, krščanska sploh, se reče, da postajaš tisto, kar gledaš. In če gledaš s hvaležnostjo, postajaš hvaležnost. Postaješ nekaj pozitivnega, nekdo, ki žari, nekdo, ki je vesel, da živi. In ko začutiš, da si vesel, da živiš, takrat postaneš lep. In takrat sebe lahko sprejmeš. Ker se gledaš od znotraj, ne od zunaj. Najlepša hvala za te spodbujajoče odgovore in povabilo v hvaležnost. Res se vam zahvaljujemo za sodelovanje. Hvala tudi vam za ta lepa vprašanja.